Oddaja je nastala v sodelovanju z javno agencijo Spirit Slovenija in Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport. Lepo pozdravljeni, z vami je nova oddaja Ambienti. Ko v naši oddaji spoznavamo les kot material za gradnjo ali oblikovanje v vseh možnih manifestacijah in preobrazbah, ga pogosto ali prepogosto povezujemo s preteklostjo. Kar je po eni strani razumljivo, saj ga vedno znova spoznavamo kot material, ki tudi po 100 in več letih opravlja svojo funkcijo in z leti dobiva poseben šarm. Napačen vtis pa bi bil, da les ustvari zgolj rustikalni dom. Zato je prav, da pokažemo tudi, kaj zmore v sodobnih različicah. Današnja dva primera sta novogradnji, kjer les zadiha z zelo sodobnim slogom bivanja. Kraji ob Kamniški Bistrici slovijo po neokrnjeni naravi, a lokacija, na kateri se nahaja naslednja hiša, je resnično nekaj posebnega. Medtem ko se za njo razrašča bujen gozd, se skozi zasteklitev odpirajo panoramski pogledi na spodnje ležeče kraje. Konstrukcija objekta je skeletna, izolativnost pa dodatno zagotavljajo lesena vlakna, medtem ko jo prezračevana lesena fasada kot dežni plašč ščiti pred vremenskimi vplivi. Družinska hiša pa ne navduši le zunanjostjo in razgledi, temveč tudi sodobno, a tudi topline in igrivosti polno notranjostjo. Dobrodošli v hiši za iznajdljivo družino, kot je projekt tele razgibane edinstvene hiše na čudoviti lokaciji naslovil kar sam arhitekt. Zakaj za iznajdljivo družino, boste izvedeli že v naslednjih minutah. Matej, pozdravljeni. Najprej tukaj le pade v oči, kako lepo je ta hiša zlita s tem terenom, ki pa je bil verjetno precej zahteven. Najprej mi povejte, kako ste prilagajali zasnovo hiše temu specifikam tega terena. Dejansko smo se z samim umeščanjem hiše na teren v tem projektu ukvarjali mogoče še nekoliko več kot sicer. Prve ideje so bile, da bi jo umestili jasno pri cesti, kar bi omogočili hitrejši dostop in bližje parkiranje, ampak bi nam to po drugi strani na severu naredilo to ravnino, kar pa nismo želeli. Želeli smo imeti hišo odprto proti jugu, proti Kamniku, proti dolini, tako da je na koncu prevladalo to, da hišo potisnemo po bregu čim bolj nazaj. Je pa jasno to imelo neke določene posledice in to je, da je sama garaža, ki pa mora biti ob cesti, logično sedaj odmaknjena od hiše in je sam dostop do hiše po potki, pešpoti, ki ni pokrita, kar je za slovenske razmere tako že kar drzno. Ja, sej, kako ste to rešili, da od avtomobila do vhodnih vrat mora človek biti na izpostavljenem in ni pod streho? Z nekaj prepričevanja. Jaz sem to verzijo vse skozi zagovarjal, medtem ko naročnik, drzen kot je imel v mestu že neke ideje, da bi iz vkopane garaže naredili celo tunel. No, na koncu je nekako prevladal moj izračun, da za denar tega tunela pa stopnišča, pa vsega, kar bi to za sabo potegnili, si lahko najameta služabnika, ki bo čakal z marelo vsak držen dan in jo pospremil gor ali dol. In so ugotovili, da niso iz cukra in da jih ne bo točno tako. Naročnika sta oba blazno aktivna športnika. Jaka, prva stvar, ki sem zvedel o njem, ko smo začeli delati, je, da je plezalec po ledu, tako da tudi to je bil močen argument, da mislim, da se ne bo nihče stopil, če ga tudi parkrat na leto malo poprši. Zakaj pa je hiša dobila delovno ime V330? Vsakič, ko prvič pridem na neko lokacijo, dobi človek nek občutek, s čim se pravzaprav spopada, kaj obravnava, in iz tega običajno tudi izvira neko delovno ime, ki me potem spremlja skozi ves proces načrtovanja. V tem primeru, torej V330, je izhajal iz dejstva, da se iz same lokacije je takrat po moji oceni dejansko odpiral pogled, 330-stopinjski pogled na to Kamniško dolino.
In potem je seveda bilo po svoje pričakovano ali pa logično, da se z velikimi steklenimi površinami odpiramo razgledom naproti, ne? Tako je, seveda, pri celotnem procesu snovanja hiše smo se potem s temi razgledi ukvarjali precej. Najbolj enostavno je bilo te razglede odpreti iz bivalnih prostorov, ker so vsi obrnjeni točno tja. Potrudili smo pa se, da so odprti tudi iz otroških sob. Največ pa smo se ukvarjali prav s spalnico, ker v neposredni bližini stoji sosednja hiša in tam smo želeli, da ko je nekdo v džakuziju, lepo vidi Kamniške Alpe, po drugi strani pa da sosed, ki je v neposredni bližini, ne vidi njega. Tako da smo kar precej računali te kote, kje se kaj vidi. Objekt je zasnovan tako, da je prehoden iz ene strani na drugo, na vsaki strani pa se z okolico povezuje prek terase. Prva se spogleduje s Kamnikom v dolini, druga, obrnjena proti severu, pa omogoča druženje tudi v slabšem vremenu ali sončni pripeki. Po sami zasnovi se hiša kaj dosti ne razlikuje od klasične enodružinske hiše, center dogajanja je osrednji bivalni prostor, intimo omogočajo spalnica in otroška soba ter kopalnica. Zato pa je ritem prostora do potankosti prilagojen željam in potrebam prebivalcev. Shranjevalne površine so inovativno umeščene v niz garderobnih omar, ki pregrajujejo prostor, pa tudi v visoke kuhinjske elemente, oblikovane iz leseno-vlaknatih plošč, ki segajo vse do stropa, in celo v obod sedežne garniture. In dobrodošli v kuhinji. Kaj je namen tegale okna? Namen te odprtine je dvojni. Prvič, da sama ta vstopna veža ni pretemna, ker dejansko ima samo neko severno okno. Drugič pa, da ko prideš, se ti istočasno odpre pogled takoj v smer proti dolini. Ob tem, da lahko seveda, ko priješ iz trgovine, tukaj odložiš tudi takoj vse vrečke, ne da bi jih moral nositi skozi jedilnico. In tukaj jih naslednja faza že prevzame in sortira. Pametno. No, to pa je spalnica. Lepo. S kopalnico. S kopalnico, ki to ni, ker je dejansko zreducirana samo na tuš in pa školjko z umivalnikom, kad pa je dislocirana v špico spalnice. Ampak tale tuš, Matej, to je pa poseben element, se mi zdi, kar iz stropa. Da, to smo si zamislili že v neki zgodnji fazi projekta in dejansko se nam je ta detajl vlekel potem do same izvedbe, kjer pa ga je moral na koncu v veliki meri izvesti tudi kar naročnik sam, ker takih kosov v trgovini ne dobiš. Matej, ta hiša poleg topline izžareva tudi veliko igrivosti. Je bila tudi to ideja? Pravzaprav je to ideja pri vsakem projektu, ker mislim, da to naredi življenje v hišah, se pravi doma, bolj zanimivo, bolj pestro, bogatejše. In jasno, tudi tukaj smo imeli teh možnosti veliko, ne. Ta mreža seveda je pohodna in tukaj otroci se igrajo, ne? Ta mreža ni zdaj nekaj, kar smo aplicirali prvič in že iz prejšnjih hiš imamo veliko dobrih izkušenj in fotografij, ki mi jih pošljajo naročniki, ko otroci ležijo na njih pa se igrajo. In kaj je potem tale črn prostor? To pa je otroška kopalnica, ki istočasno služi tudi kot dnevni WC, ker pa se nahaja sredi bivalnega prostora, tako rekoč, smo ga želeli čim bolj skriti in smo zato tudi za to izbrali črn MDF, tako kot za kuhinjske omare. No, to pa je otroška soba, ta trenutek samo ena, ima pa vse pripravljeno, da se pregradi na dve, če oziroma ko bo potreba. Zasnovana je tako, da je v bistvu dupleks, kar pomeni, da se dajo postelje postaviti tudi gor in se potem zbremeni površina otroške sobe za igro. Iz zgornje etaže pa je tudi prehod na galerijo skozi taka manjša vratca, kar je mogoče še en tak igriv detajl za otroke. Še en dokaz več, da je ta prekrasen družinski dom resnično pisan na kožo tistim, ki tu bivajo.
Zavidanja vreden rezultat pa je tudi plod zglednega sodelovanja med arhitektom in naročnikoma, ki sta večinoma tudi sama uresničila vse zamišljene ideje. Tudi tiste najbolj nenavadne, kot je v obliko loka oblikovan nadstrešek za avtomobile. Kot pravijo, veliki umi razmišljajo podobno. V tem primeru pa jih druži še velika ljubezen do naravnih, okolju in človeku prijaznih materialov. Med njimi prednjači les. Konstrukcija je namreč izdelana iz smrekovega lesa, smrekove obloge pa tudi v interjerju dopolnjujejo naravne ilovnate omete. Glede materiala tukaj verjetno ni bilo potrebno dolgo brskati za pravim odgovorom na vprašanje, iz česa graditi. Ne, Jaka in Anja sta bila praktično že odločena, kako graditi, že ko sta me našla, tako da tukaj kakšno prepričevanje ni bilo potrebno. Hiša je zgrajena v lesenem skeletu, nekatere stene so puščene v lesu, streha je v lesu, medtem ko nekatere stene pa so umetane z ilovnatimi ometi. Tako da je dejansko velik poudarek na teh naravnih, zdravih materialih. In katere vrste lesa so tukaj uporabljene, mislim, tako notri kot zunaj? Primarno je uporabljena smreka, seveda kot konstrukcijski les in tudi kot opaži. Vsi vidni deli smreke so rahlo belo oljeni, zato da ne bi preveč ta smreka porumenela. Medtem ko so potem bolj za fine deli, pa v drugih lesovih. Okna so macesnova, tla so hrastova, zunanje terase pa so zopet macesnove. Obstojnost bo pa enaka na severni pa na južni strani, ali bo treba na severni tej strani, ki je manj osončena, prej potrebno razmišljati o kakšni menjavi? Ne, obstojnost bo enaka, je pa tudi res, da ta termično modificirana smreka, to gre v resnici za mrtev les, kar pomeni, da manj deluje, manj se krivi, ne gnije, ne napadajo ga škodljivci, tako da ima tudi kup drugih prednosti pred recimo macesnom ali pa kakšno drugo tako fasado. Kaj vam je ostalo najbolj v spominu? Pri celem projektu mi je ostalo najbolj v spominu to, da sta naročnika dejansko realizirala vse do pike tako, kot smo si zamislili. A ponovadi ni tako ali kaj? Mnogokrat ne. Mnogokrat nekakšne ideje, še sploh, če gre za nekoliko bolj nekonvencionalne ideje, ostanejo nerealizirane. Tukaj pa sta se res potrudila ne samo z financiranjem, ampak tudi z lastnim delom res realizirati vse od tega, kar je bilo zamišljeno. Hiša brez fige v žepu. Ja, in zato sem jim res neskončno hvaležen. Kot arhitekt si lahko takih naročnikov človek samo želi. Dejstvo je, da imajo arhitekti in oblikovalci čedalje bolj pozitiven odnos do lesa. Kot ključne razloge za to izpostavljajo njegovo tehnološko, estetsko, emocionalno in simbolno vrednost. Les nas tudi nagovarja k upoštevanju tradicionalnih metod oblikovanja, gradnje oziroma stavbarstva. Tu pa je seveda še trajnostnost. Ko bo les svoje odslužil, našega planeta ne bo obremenjeval kot nerazgradljiv odpadek. Kmalu pride še en primer, kako ga lahko uporabimo v oblikovanju povsem sodobnega, elegantnega bivališča, nato pa še pomladanskim dnem primerno gremo na Plano in na vrt, ki skupaj s počitniško hišo kar malo jemlje dih. Oddaja je nastala v sodelovanju z javno agencijo Spirit Slovenija in Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport. Zdaj vas vabimo na navdihujočo pot skozi dom mlade družine, ki je ustvarila funkcionalno in estetsko dovršeno mestno zatočišče. Pri uporabi materialov so razmišljali izven okvirjev. Posebnost tega stanovanja je na primer uporaba tapet na pohištvenih frontah in pralnega opleska na ličnicah kuhinjskih omaric. Mlada družina si je tukaj želela ustvariti mirno in udobno zatočišče oziroma dom, ki odraža njihov aktiven, sodoben in urban življenjski slog.
Hitro se vidi, da so si z lesom dobro na ti, upali pa so si biti nekonvencionalni tudi pri izbiri nekaterih drugih materialov. Matic, za kakšen primer stanovanja gre v tem primeru? Kdaj ste vstopili? Stanovanje je družina kupila lansko leto, bilo je novo z zaključnimi oblogami, zato smo pri prenovi kar morali paziti, da nismo preveč gradbeno posegali v njega. Smo imeli pa že kar precej tudi izdelano idejo, kaj bi hoteli doseči. In kako so želeli, da je na koncu videti? Predvsem jih je skrbelo, da ko bi umestili kuhinjo v dnevno bivalni prostor, da bi prostor izpadel preveč nasičen, in pa hodnik je bil precej prostoren in so želeli najti način, kako ga bolje izkoristiti. Sara Škarica in Matic Pantar sta mlad arhitekturni tandem, ki se vsakega novega projekta lotevata z veliko premisleka. Tudi v tem primeru sta, čeprav je šlo za novogradnjo, natančno preučila tloris in ugotovila, da bo vendarle potreben manjši gradbeni poseg. Šlo je za prestavitev prehoda med hodnikom in dnevno bivalnim prostorom, sicer manjši poseg, ki pa je prinesel veliko spremembo. Po tej spremembi je hodnik dobil dnevno svetlobo, lesene omare oziroma kuhinjski niz pa se iztekajo v hodnik. Ta poseg je hodnik razdelil na dva dela. Prvi, dnevni del, je bolj javen, drugi, zasebni, pa je namenjen spalnicam. Povejte mi kaj o materialih, ki ste jih uporabili in tu in tam pokazali nekaj drznosti. Z materiali smo zastavili kar ambiciozno, ker smo želeli nekako doseči učinek, da se pohištvo prepleta z nekako tem grajenim ovojem stanovanja. Zato smo tudi na pohištvo aplicirali materiale, ki so načeloma namenjeni stenam. Tako smo na primer tapete, ki se uporabljajo na stenah, uporabili na pohištvenih frontah. V kuhinji pa smo oplesk aplicirali na fronte na način, da se te čim bolj zlijejo z okoliškimi stenami. Arhitekta sta želela videz kuhinjskih omaric povezati s stenami, saj se tako doseže enotnost in optično poveča dnevno bivalni prostor. Kuhinja namreč zaseda kar velik del bivalnega prostora, tudi del dnevne sobe. Niz lesenih omar, ki segajo od tal do stropa, je oblikovan tako, da izgleda elegantno in zabriše mejo med kuhinjo in dnevno sobo. Zaradi skromne kvadrature je tudi kuhinjski otok oblikovan tako, da lahko jedilna miza zdrsne pod njega. Če družina gosti prijatelje, pa se ta preprosto izvleče in zasede prostor dnevne sobe. Kuhinjski otok je oblikovan s posebno pozornostjo, saj skupaj z jedilno mizo predstavlja središče stanovanja. Je prostor srečevanja in druženja. Verjetno pa ni čisto tako enostavno najti mizarja, ki je pripravljen na takele podvige, da bi dobesedno prepleskal ličnice v to marico. Ja, res. Imam to srečo, da lahko sodelujem z očetom, ki je mizar, tako da se včasih se mora strinjati z določenimi nenavadnimi idejami. Tako da v tem primeru smo sodelovali z njim, še z drugimi sodelujočimi mizarji in pa s slikopleskarjem. Arhitektov oče si deli mizarsko delavnico z več mizarji. Delijo si mizarske stroje, orodje in prostore, pa tudi ideje. Ob večjih naročilih si pomagajo. Zelo praktična naveza, še posebno, če je treba izdelati kakšen na videz kompliciran detajl pohištva. Kako ste organizirali spalne prostore? Za spalne prostore je bila na začetku malo dilema, kako povezati spalnico z garderobnim prostorom in pa še delovni kotiček smo želeli umestiti v isti prostor. Tako da smo garderobni del skrili za posteljo, delovni kotiček pa smo zamaskirali kot lepotilni kotiček, ki je načeloma lahko nemoteno del spalnice. Naročniki so imeli že od začetka kar dobro začrtano idejo, kaj bi želeli z materialno karto doseči. Tako da v veliko prostorih vidimo to kombinacijo lesa, hrasta in pa različne teksture opleskov, medtem ko v kuhinji pride do mešanja večjih materialov, tako tehničnega kamna kot pocinkane pločevine. Kaj bi pa lahko povedali še kaj o odtenkih? Vse se lepo povezuje z eno mehkobo, brez večjih barvnih vdorov.
Res je, ena od izhodišč pri izboru materialov so bili materiali že dani v prostoru, ko je bil stanovanje kupljen. Predvsem odtenek hrastovega parketa je vedno težko ujeti z novimi lasovi, ki jih vpeljemo v stanovanje. In parket ste že imeli tak, to je že bilo dano. Parket je že bil v stanovanju, zato smo iskali hrast, ki je relativno podoben, ampak ni preveč podoben, da ne izpade kot napaka. Za les jedilne mize pa smo izbrali temnejši lužen hrast, da je kontrast ostalim površinam kuhinjskim. V katerih primerih bi rekli, da si lahko človek privošči toliko lesa, ko gre naprimer za kuhinjo oziroma za ličnice? Ja, les je zelo hvaležen material, tako da ga je redko preveč. Je topel material, prijazen na dotik. Je pa pomembno, da na začetku projekta osmislimo celotno materialno karto, ki bo zastopana v stanovanju. Moramo pa paziti, da ima les dovolj kontrasta v prostoru, kot v našem primeru različne teksture opleskov. Eno izmed izhodišč pri oblikovanju tega interjerja je bil tudi tako imenovani slog Japandi. Gre za slog, v katerem se prepletata japonska in skandinavska tradicija. Minimalistične ravne linije lesenega pohištva, umirjene naravne barve in vsesplošno vzdušje, ki spodbuja preprosto, udobno in sproščeno bivanje. Mirela in Jaka, povejta zgodbo, kako ste prišli do tega stanovanja. Ja, mogoče bolj po naključju, ker imeli smo nek srednjeročni plan, da bomo kupili stanovanje. Bili smo v majhnem trosobnem in potem je enkrat žena videla oglas. Bili smo na dopustu in sem rekel, no bom jaz šel pogledati stanovanje. Dogovoril sem se za ogled in res, kar smo videli noter, je bilo to. Jaz jo samo pokličem po telefonu, sem rekel, to smo iskali, vzamemo. In damo roko, gremo. Dejansko pa jo pokličem nazaj, evo, stanovanje je naš prav, pa ti si hitreje kupil stanovanje, kaj je čevlje. In potem, ko je šlo pa za oblikovanje, za iskanje materialov, za iskanje barv, za to, v čem želite živeti, je pa kdo imel več besede, Jaka? Tukaj je pa žena imela glavno besedo in tukaj sem pa jaz njej mogel zaupati, tako da sem zaupal in je tudi lepo izpadlo. Aha. In kaj ste si želeli? Pa tako, nisem vedela čist celo sliko. Vedela sem samo, da si želim pomoč arhitektov, plus, da si želim ene take umirjene barve s kakšni pol pisani poudarki, detajli. Ko ste šli iskati določene vzorce, tudi tam ste imeli eno vizijo, ne, kako želite, da izgledajo? Ja, jaz sem že nekaj let spremljala eno irsko oblikovalko, katera drugače oblikuje ženske torbice, pa tudi home accessories. Takrat, ko smo se prvič dobili z Maticom in Saro in se pogovarjali o barvni paleti in vsem, sem jaz pokazala, da mi je to zelo všeč in da bi mogoče nekaj od tega vklopila noter v stanovanje. Gre za irsko oblikovalko Orlo Kili, za katero so značilni stilizirani rastlinski listi. Vzorce sta arhitekta uporabila na tapetah, na frontah omar v hodniku in na pisalni mizi v spalnici. Ti značilni vzorci se pojavijo tudi na dekorativnih blazinah in na tepihu v dnevni sobi. Ampak kako pa je potem sodelovati z arhitektom, kadar imaš že zelo izdelane ideje, kako bi moralo vizualno na koncu izpasti? Pa jaz bi rekla, da zelo dobro. Zaradi tega, ker kakorkoli ti imaš mogoče ene ideje v glavi, ko pride arhitekt s svojimi idejami, v bistvu so to ta prave rešitve, katere ti rabiš v stanovanju, da bi se v njemu dobro počutil, da bi najbolj izkoristil prostor, kaj je možno, kar je tukaj bilo. Jaz sem Katja, jaz sem pa Vita. In sva dvojčici, čeprav sva dvojajčni, sva ful različne. Ja, jaz sem starejša za 9 minut. Vsaka ima svojo sobo, čeprav sta si zelo podobni. Obe imava zelo široko poslo, kar je tudi malo
dober in slabo, ker če sam spiš, ne moreš hitro zaspati, ker je prevelika in se zgubiš. Zato pa vsako noč ponavadi skupaj spiva. Ja, to je njena soba, moja je pa na drugi strani. Pa skupaj se igrava, bereva knjige, pa kdaj se po noči tepeva. Pri lesu je treba upoštevati tudi to, da je toplotno ugodje v lesenih objektih večje. Uporabniki prostorov se pri nižjih temperaturah v prostoru počutijo prijetneje kot v klasično grajenih objektih, kar pa na koncu vodi tudi v prihranke energije. Ko se vrnemo, pa si napasemo oči na strokovno urejenem vrtu, ki se spogleduje z modrino morja in na najboljši možen način podpre prav tako izjemno počitniško hišo. Predlagam, da ostanete blizu. Oddaja je nastala v sodelovanju z javno agencijo Spirit Slovenija in Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport. Vrtovi na Primorskem ob obali morajo biti prilagojeni tamkajšnji klimi. Blage zime, brez snega, redke še padavine in vroča poletja ustvarjajo zahtevne pogoje za rastlinski fond. Oblikovalec vrtov Borut Benedejčič je razvil svoj tip vrta, izrazito prilagojen zahtevam tega dela Slovenije. Tak je tudi vrt nad Izolo. Na ogledu vrta, s katerega se ponuja lep pogled na del slovenskega morja, nas je navdušila skladnost prostora okoli nove počitniške hiše. Razkriva strokovni pristop k razporeditvi posameznih vrtnih elementov. Avtorja oblikovanja prostora smo zasuli z vprašanji, na katera si sami nismo znali odgovoriti. Borut, pozdravljen. Pozdravljen, Stane. Na enem vašem vrtu smo, ki ima nekaj vaših značilnosti. Peščena zastirka, rastline, kakršne smo vajeni na vrtovih, ki so izpostavljeni soncu, pa vendar je precej drugačen. Kdaj ste prišli, v kateri fazi gradnje? Tle lahko rečem, da je bila ta faznost urejanja okolice kar vzorčna, tako da smo se spopadli s samim objektom že v fazi projektiranja. Samo situacijo sem se seznano obiskal, svoj prvi obisk izvedel, ko je bila gradnja še v prvi etaži. Brežine še niso bile definirane, nekako okvirji pa so bili jasni, kako je treba stvar speljati. Celotno zunanje ureditev lahko ločimo na predvrt in na, to je vzhodna stran vrta, in na mejico, ki nekako deluje kot zastirka, vizualna naravna zastirka pred mimoidočimi, daje neko intimnost samemu atriju, atrijski zasaditvi v tem predvrtu. Obe stranici imata samo funkcijo zastiranja levih in desnih sosedov. Ko smo se pogovarjali o tem vrtu, ste mi omenili en zanimiv aspekt, da ste upoštevali načelo trajnosti. Kaj naj si potem predstavljamo? Pod načelo, pri zunanjih ureditvah štejemo pod načelo trajnosti predvsem, da je malo vzdrževanja, da je pravilen rastlinski izbor, pester rastlinski izbor, da se ne držimo neke poenotene zasaditve, da se izogibamo nekim boleznim oziroma škodljivcem, ki lahko prizadanejo posevek. Predvsem pa na Primorskem imamo eno tehniko dvojnega zastiranja tal, ki preprečimo poleg transpiracije tudi evapotranspiracijo, se pravi posevek zagrdnemo s platnem in potem z mineralno zastirko, ki je avtohtonega izvora. S tem posegom, s to tehniko se izognemo izsuševanju tal in tako da rastline zelo dobro prenesejo te vročinske udare, ki so tudi pogojene sušami in z vetrom na Primorskem. Mislim, da je ta tehnika predvsem dobra zaradi tega, ker je potrebno minimalno zalivanje in prav tukaj lahko pripišemo to noto trajnosti. Tudi samo vzdrževanje, če primerjamo košnje otrate ali pa res teh skromnih rastlin, ki so odporne
na klimatske pojave tukaj na Primorskem, je v bistvu ena generalna res pozno pozimi oziroma zgodaj spomladi in minimalna pletev, ker če je ta gredica peščena pravilno narejena, da ima vsaj 12, tudi 15 cm debeline plasti drobljenca, preprečimo klitju, plevelom oziroma nezaželenim rastlinskim vrstam. Peščena zastirka predstavlja nadomestilo za trato, ki jo je na Primorskem zelo težko vzdrževati v optimalnem stanju. Rastlinam, ki so prilagojene na toplejšo klimo, peščena podlaga daje dovolj prostora za razrast, hkrati pa poudarja njihovo obliko in barvitost. Kako so se lastniki tega vrta odzvali na oblikovalčev predlog, da na vrtu uporabijo peščeno zastirko? Ja, to je v bistvu domena na prvih sestankih s samim investitorjem, tako da tukaj se v bistvu dogovorimo, v kakšno obliko prostora gremo. V tem primeru so bili investitorji bolj pristaši tega, da vrt čim bolj diha in da je peska nekje 50%, vidnega tudi po končni razrasti trajnic in grmovnic. Mogoče par besed o trajnicah, ki ste jih, pa tudi o ostalem, kar je tukaj. Vidim, so aromatične rastline, so rastline, ki prav zdaj zelo lepo cvetijo, a se da na en tak način čez palec določiti, kakšne tipe rastlin ste uporabili. Predvsem je poskrbljeno, da je listopadnost, zimzelenost v razmerju nekje 70-30%, se pravi, zimzelenost je 70%, kot so rožmarin, lavanda, ustnatice, žajblji, tudi origano. Potem je treba predvsem tudi gledati na to, da so cvetoče rastline razporejene od meseca januarja do januarja. Tukaj na Primorskem si lahko privoščimo. Družina ustnatic nas rešuje od pomladi do jeseni in potem z astrami in z grenikom rešujemo tudi zimo. Tako da več sort grenika si poslužujemo tudi kot pokrovnico in kot cvetočo rastlino. Potem imamo tudi grmovnice, ki cvetijo po zimi, ko so jagodičnica ali pa lamprika. Drevesa smo šli popolnoma samoniklo, sorto črnika, Quercus ilex, zastiranje od tav do vrha, se pravi grmasta oblika drevesa. Mejica pa je sestavljena iz zelenike, se jo tudi premalo uporablja na Primorskem, samoniklica, lemprika, potem je portugalski lovorikoc, oljčnica, oljka, mandarinovec. Moj poudarek je na pestrosti, kajti s tem se zelo izognemo določenim boleznim oziroma tudi škodljivcem. Mogoče samo še to, koliko let ima ta vrt? Ta vrt je zdaj v 2. letu. In vendar ima toliko zanimivih prizorov. Ja, od tega vrta lahko pričakujemo čez 1 do 2 leti, da bo trajnice v polni razrasti, tako da bo peščenih površin v zasaditvenih conah v bistvu nevidna, fuga bo nevidna. Z drevesi in z mejico pa bomo ustvarili popolno zastiranje pred sosedi in mimoidočimi. Razkošno cvetenje, obilje barv in oblik rastlin že zdaj obljublja, da bodo prizori v prihodnosti jemali dih. In ob koncu oddaje še tole. Spet smo veseli, da smo navdušenje nad takimi in drugačnimi presežki lahko delili z vami. In da to lahko počnemo že okroglih 9 let. Ravno te dni je naša oddaja praznovala 9. rojstni dan, torej zdaj vstopamo v svoje 10. leto. Naša zaveza pa ostaja enaka. Še vas bomo navduševali, navdihovali, izobraževali, osveščali in se skušali tako lepo starati kot nekateri objekti, ki vam jih pokažemo. No, kot na primer tale, ki ga bomo občudovali že naslednjič. Z izjemnim posluhom do tradicije prenovljena kraška domačija živi v novi lepoti. Prevzel pa nas bo tudi novi dom arhitekta, ki si je tole impozantno hišo postavil kot samograditelj.
Oddaja je nastala v sodelovanju z javno agencijo Spirit Slovenija in Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport.